Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. V svoji 25-letni karieri in delovanju na nepremičninskem trgu se trudimo zaveščati tako potrošnike kot kolege posrednike. Sem aktivna članica pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer stremimo k vedno višji kvaliteti dela nepremičninskih družb. Verjamem, da je vloga posrednika zelo pomembna. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. Vse to so zgodbe, s katerimi se srečujem zadnjega četrt stoletja. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami, dragi gledalci Ljubljane TV. Se gledamo? Dragi gledalci, dobrodošli v še eni oddaji o nepremičninah na Ljubljana TV. V začetku leta smo se odločili, da v prvih nekaj oddajah pregledamo celoten trg po področjih po Sloveniji, tudi zato, da se boste v svojih naložbenih in drugih načrtih lažje odločali. In danes z nami v studiu gost Štajerske, gospod Branko Potočnik, lastnik in direktor nepremičninske družbe INSA iz Maribora, ki deluje že 30 let. Dober vir informacij, predsednik Združenja družb za nepremičninsko posredovanje pri Gospodarski zbornici in po mojem mnenju zares zaupanja vreden kolega, nepremičninski posrednik. In prosim, Branko, kakšen je štajerski trg? Nepremičninski seveda. Lepo pozdravljeni najprej vsi skupaj. Kaj ne rečem, glede štajerskega nepremičninskega trga, pri nas je seveda čist popolnoma drugače, kot je pri vas tukaj v Ljubljani. Že če pogledamo, so tudi same cene nepremičnin popolnoma drugačne. Mi si velikokrat želimo, da bi delali s temi nepremičninami, ki jih imamo na Štajerskem, po vaših cenah, ampak žal pač lokacija je druga, razmere so drugačne. In seveda zato so tudi cene popolnoma drugačne, kot so tukaj v Ljubljani. Veš, kaj se mi zdi zanimivo? Prvo sva na ti, lahko, hvala. Maribor je drugo največje slovensko mesto. Ja. Cene pa so, povedala, za stanovanja polovico nižje, približno polovico nižje kot v Ljubljani. Kranj prekaša, Koper prekaša. Kakšna ideja, zakaj tako? Ja, Maribor je v preteklosti slovelo kot industrijsko mesto, kot mesto proizvodnje. Če se spomnimo nazaj, pogledamo, smo imeli tovarno avtomobilov Maribor, imeli smo hidromontažo, imeli smo tekstilno tovarno Svila in tako dalje in tako dalje. Torej v 50-ih letih se je Maribor začel zelo močno industrijsko razvijati, kar je seveda pomenilo tudi velikansko gradnjo teh stanovanj. Zato je tudi še veliko teh stanovanj iz leta 1950-60, ker je seveda bila potreba potem zelo velika. In jaz mislim, da je to tisti glavni vzrok, zakaj je tudi nekako v tem nivoju nekako tudi potem kasneje ostalo. Vemo, da z propadom Jugoslavije in pa osamosvojitvijo Slovenije se je zgodil gospodarski polom. Ogromno teh firm je šlo v stečaj in zelo, zelo malo se jih je nekako prestrukturiralo oziroma postavilo konkretno na noge. Seveda so se iz teh firm razvile sedaj že druga podjetja, ki že zaposlujejo res tudi ogromno delavcev, torej ogromno proizvodnih sile, ki je pač Maribor je ogromno za okolico. Je pa Maribor naredil seveda en korak tudi naprej. Moram priznati, imam rad Maribor, težko bi ga zamenjal. Pred dnevi sem gledal tudi eno oddajo odlična o Mariboru, kar absolutno priporočam, da si tudi mogoče kdo ogleda. Govoriva o oddaji o nogometu. Govorimo o nogometu, ampak odlična predstava samega mesta Maribor. Res, da je precej tudi o nogometu govora, ampak tako kot pa ste vi Olimpijo imeli, Maribor. Se bova vrnila na nepremičnine? Tako bolje. Ok, garsonjero pri vas se kupi za kakšno ceno v povprečju? Ja, gledajte, zdaj moram priznati, da so tudi cene vse za naše razmere nekako podivjale. Včasih si dobil garsonjera za 30-40 tisoč, zdaj je skoraj izpod 50-60 zelo težko.
Včasih so bila recimo dvosobna stanovanja okrog 50 kvadratov, tam okrog 50-60 tisoč, torej že tista res lepo obnovljena, porihtana. Zdaj najdeš takšno stanovanje tudi za 80-90, kar pomeni, da so cene precej šle gor. Govorijo o časih, kdaj je to včasih? V kakšnem času so se iz 30 na 50 recimo dvignile garsonjere? Lahko rečeva recimo od krize 2009-2010 pa do zdaj, torej v 10 letih. Ne. So se cene skoraj podvojile? Skoraj podvojile. Dobro. In to je bilo vprašanje, se zdi, da je kupna moč nižja, ker pol nižja pa v resnici ni, ne? Morda so nekoliko nižje v primerjavi z ljubljanskimi neke povprečne plače, ampak ne toliko. Ja, ena druga razlika še. Ne. Razlika je tudi ta, da v Mariboru je vseeno manj takšnih zaposlitev, kot jih imate v Ljubljani. Manj je javnega sektorja, kot ga imate tukaj. In vse to potem tudi vpliva na samo kupno moč. Vse vemo, kako gledajo banke, ko podeljujejo kredite, kje ste zaposleni, kakšno je podjetje, kakšno ima perspektivo in seveda tudi na podlagi tega ljudje dobijo kredit, kar je seveda v Mariboru spet malo drugače, kot je pa to tukaj v Ljubljani. Ampak prometa, transakcij je pa skoraj primerljivo z ljubljanskim. Se pravi, trg pa živi, spustiva ta del zaprtja in lockdownov, ampak sicer pa živi trg, ne, transakcije veliko. Moram priznati, da tudi mene preseneča, da po številu transakcij smo mi kar v primerjavi z ljubljanskim oziroma z Gorenjskim. Osrednjo Slovenijo imamo recimo. Osrednjo Slovenijo recimo, ja, ali pa z Gorenjsko regijo, smo kar nekako primerljivi. Dobro, so nekakšna razhajanja recimo pri stavbnih zemljiščih, pri kmetijskih zemljiščih, kar je razumljivo. Ne? Okolica Maribora, torej 10 km iz Maribora, že imaš ogromno zemljišč in seveda slej ko prej pride do transakcij različnih tudi na teh področjih in je mogoče zaradi tega več takšnih transakcij kot pa recimo v osrednji Sloveniji. Zares po statistiki imate na Štajerskem bistveno več prodanih kmetijskih zemljišč in gozdov kot v osrednji Sloveniji, prekaša vas samo dolenjski konec. In več je pri vas prodanih hiš. Bilo v letu 2019, to so podatki za, oziroma 2020, pardon, to so podatki za 2020. Ni bilo pa niti tako malo prodanih stanovanj oktobra in novembra 2020, ko pa v resnici naj se te transakcije niti ne bi dogajale, oziroma naj ne bi ljudje hodili okrog. Če odgovorim na to prvi del vprašanja glede hiš, tudi mene je presenetila ta statistika. Je pa ni presenetila. No. Zakaj? V preteklih obdobjih mislim, da je bilo bistveno manj transakcij s hišami. Zelo težko se prodajo hiše letnik tam 75, 80. To so te klasične kocke, kjer so določena območja bila zgrajena z skoraj enotnim gradbenim dovoljenjem in vse hiše so bile takrat zelo podobne si. Seveda se sedaj to že spreminja. Po eni strani pa razumem, zakaj se letos dogaja, da je več prodaj hiš. Če pogledamo na to našo COVID krizo, zdravstveno krizo v prvem segmentu, torej marec, maj, poznam ogromno ljudi, ne, kjer so bili katastrofalno nezadovoljni s tem, da živijo v enem dvo-trosobnem stanovanju z 4 člani na tistih 60, 50, 70 kvadratov. Marsikdo si je zaželel, da bi imeli vsaj mali vrtiček, vsaj malo zelenice, vsaj nekaj za delati po zemljici, da tudi nekaj poleti zraste. In mislim, da je to tudi precej vplivalo na to, da so se začele prodajati tudi te hiše, ki v preteklosti so bile zelo slabo prodajljive. Se pravi, tiste letnik 70, dvostanovanjske, prevelike, energetsko neučinkovite. Tudi te stvari so se zdaj začele prodajati. Tudi te stvari so se začele prodajati. Gledamo pa to tudi tako. Ne? Hvala Bogu je tukaj tudi pristopila država malo naprej. Z subvencijami ekosklada pomagajo pri zamenjavi oken, pomagajo pri
neki novi fasadi, dodatni fasadi, pomagajo pri zamenjavi strehe, če grejo naprej, subvencionirajo tudi recimo pri sončnih celicah in tako dalje. In zdaj vidimo, da se tudi te stare hiše nekako seveda so začele prodajati in se uspešno prodajajo. So pa cene rasle, pravzaprav tudi med pandemijo, zaradi toliko večjega povpraševanja. Zanimivo, ne? Včasih je bilo, ne, če pogledamo pri prejšnji krizi leta 2009-2010, so cene padle, ne? Ampak res je, da je bila to drugačna kriza. Takrat smo govorili nekako o tej finančni krizi, o blokadi bank, ni bilo denarja na trgu. Zdaj mislim, da je denarja ogromno, celo preveč, koliko ga delijo. In seveda ta kriza je popolnoma drugačna, ne? Takrat podjetja niso dobivala neke pomoči, nekih subvencij. Zdaj se to, hvala Bogu, se je dobilo, ker drugače bi verjetno ogromno podjetij, še posebej na Štajerskem, verjetno tudi propadlo, kljub temu jih verjetno tudi bo. In seveda na ta način so tudi ljudje se lažje odločali za nakupe nepremičnin. In ves ta denar, novi kupci, novo povpraševanje vpliva tudi pri vas na ceno, investicije in o tem po oglasih. Pozdravljeni v prvem sklopu popoldanskih aktualnih novic. Še do 24. januarja si lahko v atriju Mestne hiše ogledate razstavo mlade fotografine Tilen Mucik z naslovom Žbunje. Serija fotografij predstavlja rastline, ki jih avtorica beleži v obliki fotografskega herbarija. Avtorica svoje motive beleži na srednjeformatne, diapozitivne fotografske filme z različno pretečenimi roki uporabe, ki jih ročno razvije v improvizirani domači fotografski temnici. V procesu nastajanja podob jim je avtorica dodala še naravne, rastlinske materiale, barvila pridobljenih iz cvetov, niti iz juke, delov rastlin in z uporabo delno razkrojenih fotografskih filmov, ki so bili zakopani v zemlji. Vračamo se nazaj v oddajo Nepremičnine in se gledamo. Po kratkem odmoru, nazaj v studiu s gostom Brankom Potočnikom, debatirava, skenirava in pregledujeva štajerski nepremičninski trg in ostala sva pri novem denarju, novih kupcih, se na Štajerskem pojavljajo tudi investitorji. Ja, seveda se pojavljajo tudi investitorji. Štajerski trg je zelo zanimiv za investicije, predvsem za oddajanje. Moramo vedeti, da so vrednosti samih nepremičnin pri nas bistveno nižje, kot so recimo tukaj v osrednji Sloveniji ali pa na Gorenjskem ali pa Primorskem. Sami donosi, kar se tiče najemov, torej najemnin, pa niso toliko nižji, so seveda nižji, ne? Ampak ne pa za takšno razliko, kot je pri donosi so višji, pravzaprav najemnine niso toliko nižje kot... Donosi so višji, najemnine pa niso toliko nižje, kot bi bila razlika v ceni pri nakupu. Torej se nakup nepremičnine v resnici na Štajerskem, v Mariboru, splača? Seveda se splača. Seveda se splača. Mi imamo drugo težavo v Mariboru. In sicer to, da nimamo toliko nepremičnin na voljo, da bi lahko praktično zadovoljili in svoje domače kupce, kaj šele potem tudi te, ki se pojavljajo kot bodoči investitorji, recimo v te nepremičnine. Mariboru je zelo, zelo slaba ponudba. V preteklosti se ni gradilo skoraj nič. 12 let se v Mariboru ni postavil en žerjav. V zadnjih 2 letih se je to seveda precej spremenilo. Nastajajo nova stanovanja, nove soseske. Res je, da se gradi tudi veliko strani države, strani Stanovanjskega republiškega sklada, ampak tam gre predvsem za najemni trg, torej za stanovanja, ki se bodo oddajala v najem. Kar se pa tiče stanovanj prostih na trgu, pa je res pri nas kar težava. Najemnika v Mariboru je težko najti, ni težko najti, so stanovanja prazna, lahko lastnik zbira, vzame, kar trg ponuja? Glejte, vzame, kar trg ponuja, trg ponuja marsikaj, ne? Zdaj je odvisno seveda, kaj si postavi kot cilj lastnik. Kakšno vrsto najema se bo šel, ali bo kupil boljše stanovanje, novejše, opremljeno in ga seveda lažje oddajal tudi za bistveno višjo ceno,
ali bo kupil neko povprečno stanovanje za oddajo eni družini, ali bo pa kupil stanovanje, ki je nekako povprečno, pa ga oddajo mogoče tudi delavcem. Teh je pri nas precej z južnih republik in seveda povpraševanje potem je zelo veliko, ne. Ponudba je pa majhna. Maribor je univerzitetno mesto, študentje so tipični najemniki ali jih je manj? Zdaj bom rekel, da jih je precej manj, kot jih je pa bilo včasih. Že z temi subvencijami, ki jih je dajala država za prevoze, so se že zadeve precej spremenile, ker marsikdo je rešil vzel to subvencijo in se pač vsak dan vozil domov. V preteklosti je torej bilo teh najemov, povpraševanje po teh najemih bistveno večje. Tako da jaz ne bi mogel zdaj reči, da je ravno pretirano povpraševanje po najemih za študente. Mogoče okrog fakultet, recimo medicinska fakulteta v Mariboru, v tej okolici je kar nekaj povpraševanj recimo po teh takšnih stanovanjih. Kaj dosti druga bi pa že zelo težko rekel, da bi potem študentje posebej nadaljevali. Opažamo tudi drugo stvar, zaradi cen, ki so v Mariboru, marsikdo raje kupi stanovanje v Mariboru in ga potem ima pripravljenega za svoje otroke, ki grejo študirati v Maribor. Tako da se pojavljajo, ampak bistveno manj. Imamo več povpraševanj po nakupih takih nepremičnin kot za študente. In morda potem kasneje ali za prodajo ali pa oddajo. Ja, v prvi vrsti za lastne potrebe, za potrebe lastnih otrok, pa še mogoče kakšnega njihovega prijatelja ali karkoli. Kasneje pa je čisto odločitev, ali to stanovanje potem obdržijo, ga oddajajo dalje ali pa pač ga prodajo, se bodo tako s samo vrednostjo nepremičnine najverjetneje pridobili. Ja, vsa to povpraševanje in pravzaprav malo novogradenj v resnici dviga ceno, ne? Dviguje ceno. Torej, smo tudi ljubljanski kupci ali pa tudi z drugih področij Slovenije, ki si želijo neke investicije v Mariboru, pravzaprav vzrok, da cene rastejo. Pa ne bi rekel, da ste samo vi vzrok, da cene rastejo. Mislim, pač to povečano povpraševanje. Vzrok je tisti primanjkljaj, ki je bil v 12 letih, ko se v Mariboru nič ni gradilo. To jaz mislim, da je glavni vzrok. Seveda, tako kot se pri vas, se tudi pri nas spreminjajo zadeve v družinah, ne vem, starejši gre v manjše, mlajši v večje, smrti, ne vem, poroke, ločitve, ne vem, tega je ogromno teh nihanj, ki pač povzročajo različne spremembe v bivanju, torej v željah bivanjskih prostorov. Seveda vsi ste zaželeni, ki boste pač kupovali v Mariboru, se je razumljivo. Problem je pač v tem, da vam nimamo kaj dosti ta trenutek ponuditi. In pa treba seveda pri samem tem pravnem poslu, ko kupujete, biti pozorni, paziti na zadeve, da so res tako, kot mora biti. Vsekakor, zato se danes midva pogovarjava, ker iz posameznih regij zbiram res kolege, ki jim po mojem mnenju lahko zaupamo. No, hvala. Prosim. Turistični najemi. Vem, da se je to nekoliko ustavilo, ampak tega je bilo pred pandemijo veliko, ne? V Mariboru je bilo tega bistveno manj, kot imate recimo tega v srednji Sloveniji. So se pojavljala seveda kakšna stanovanja, ne vem, kakšni novejši objekti, ki so se pač preuredili, ali pa starejši objekti, ki so se preuredili v neki hostle, v oddajanje sob in tako dalje. Da bi zdaj bilo ravno to, da bi v Mariboru nekdo na veliko kupoval stanovanja in jih oddajal v stilu Airbnb ali Bookinga, je nekaj tega, ampak bistveno manj. In seveda vsi ti imajo zdaj težave, ne. Vidimo, turizma ni, gostinstva ni, težko je preživeti na ta način. Res, da je to včasih bil verjetno zelo donosen posel, zato so se ljudje obračali in kupovali takšne investicije. Zdaj tega ni, ne. Mi smo bili prepričani, da se bo marsikaj zgodilo, da se bo to tudi pojavilo v Mariboru na trgu. Pa tega ni. To sem hotela vprašati. Niso prišle te nepremičnine, ki so načeloma zdaj prazne? Niti v dolgoročen najem jih niso dali?
Seveda, tisto, kar je pač bilo praznega, se potem odda v najem, se seveda tudi hitro odda. Da bi pa zdaj rekli, da je prišlo ogromno stanovanj, ne vem, 100, 200, 500 na trg, kjer se pač mora prodati, ne. Verjetno tudi iz enega razloga. Marsikdo je v preteklosti, vsaj ko je spomladi nastopila ta kriza, vzel moratorij pri banki in nekako zaprosil za enoletno mirovanje njegovega kredita in seveda na ta način upal, da se bo v tem enem letu zadeva že tudi spremenila. Zdaj bomo videli, kaj to sicer v resnici pomeni tam nekje marca, aprila, ko ti moratoriji počasi potečejo. Ali bodo ti, ki pač to imajo, prisiljeni prodajati na trgu, ali se bo počasi začelo tudi vse ostalo normalno obračati in začeti normalno delati. Ni bilo pa toliko teh dodatnih stanovanj, da bi to kakorkoli vplivalo na najemnino. So najemnine padle, niso padle v Mariboru? Najemnine so zrasle. Kakšna dobra razlaga za to? Logična? Pomanjkanje stanovanj. Tudi najemnih? Seveda. Mi imamo grozno pomanjkanje in najemnih in stanovanj za prodajo. Pričemer so tipični najemniki pri vas niti ne študentje, nekaj delavci, družine? Ja, v veliki meri družine. Ki žal ne morejo kupiti. Tako. Veliko je tudi takih, ki pač, ne vem, imajo različne vire zaslužka in si enostavno ne morejo privoščiti ali pa ne dobijo financiranja, vzamejo najprej v najem, v upanju, da bodo seveda kasneje dobili financiranje. Nekaterim to uspe, nekaterim pa žal ne. Nekako se ne zdi preoptimističen ta vaš trg, nekako pomanjkanje, visoke cene, ni denarja za nakup. Zakaj mislite, da se bi zdaj rizično? Ne, meni se zdi, kar se tiče donosa in vrednosti same nepremičnine, zelo pozitiven trg, ne negativen. Ne? Mogoče z našega stališča, ki živimo tam, je mogoče malo slabše, ker mislim, za marsikoga, ker pač pride težje do same nepremičnine. Ampak kar se pa tiče samega investiranja, pa se mi ne zdi ta trg slab. Odlično in upam, da bo še veliko investitorjev zares prišlo k vam, predvsem graditi neke nove stvari, neke nove nepremičnine ponujati trgu in po odmoru pa zares bolj optimistično. Absolutno. Pozdravljeni v zadnjem sklopu popoldanskih aktualnih novic. Na spletu so prejšnji teden pričeli z donatorsko akcijo Plečnikova neuresničena dela. Cilj projekta, ki so ga zagnali v Travel Slovenija, je poudariti pomembnost pogosto nevidnih del arhitekta Jožeta Plečnika ter željo po prikazu tovrstnih del z digitalizacijo in prikazom na samih lokacijah, kjer so dela bila planirana. Z novo tehnologijo je namreč tudi to mogoče. Praktična aplikacija TailUp vam na različnih lokacijah prikazuje zgodovino, sedanjost in prihodnost v 3D digitalni tehniki ter tako omogoča potopljeno izkušnjo ob odkrivanju krajev. Želja organizatorjev akcije je, da bi na ta način virtualno postavili Katedralo Svobode, alternativno različico Mesarskega mosta, arkadno stopnišče Nagrad in Plečnikov magistrat. Hvala za pozornost in lep preostanek dneva. Se gledamo! In še zadnji del današnje oddaje o nepremičninah, z mano štajerski gost Branko Potočnik. Obljubljala sva, da bo zadnji del nekoliko bolj optimističen, bolj sproščen. Zato bova nadaljevala vsak v svojem narečju. Vprašanje pa je, kakšni so kupci iz Ljubljane ali pa iz osrednje Slovenije, kaj pričakujejo od posrednika, ne od nepremičnin, morda tudi kakšne nepremičnine, ampak to sva že rekla, da bolj ne za investicijo. Kdo smo, kaj smo, kako se razlikujemo od tipičnega domačega potrošnika? Dobrodošli kupci ste na Štajerskem vedno. Mislim, dobrodošli so vsi, seveda, ne. Tudi vi, kaj ne rečem, mogoče malo bolj zahtevni kot naši kupci v Mariboru. Zahtevni v smislu kvalitete nepremičnine, papirologije, izpeljave posla? Predvsem opažamo to, da recimo vaši kupci nas ne poznajo toliko dobro kot agencije in seveda preverjajo našo kvaliteto oziroma ali res opravimo to vse tako, kot je potrebno. S
tega se včasih pojavijo mogoče kakšne težave, se veste, več babic kila vodete in enako je tudi pri takšnih poslih. Mi poskušamo maksimalno poslovati transparentno, kolikor se le da, da razložimo vsak posel, kako bo potekal, kaj je potrebno, kako bomo zaščitili enega in drugega praktično. Mi moramo skrbeti in za prodajalca in za kupca, za obe strani. In seveda na ta način, ker smo včasih mogoče celo preveč odkriti, preveč povemo vse direktno, naravnost, se ustrašijo, da so še kakšne zanke v ozadju oziroma. In potem pač pridejo prijatelji, pravniki, prijatelji, odvetniki, ki ne delajo sicer z nepremičninami, ampak so pa pravniki in poznajo neke teoretične zamisli, kako neke določene stvari tečejo. In včasih se zgodi, da to ne gre, ne? Da se to ne da izpeljati po tem, kar jim svetujejo. Ne? Vse rešimo na koncu, popolnoma vse, stranke so potem zadovoljne, normalno se pišejo zemljiško knjigo, prevzamejo nepremičnino, jo začnejo uporabljati, oddajati, kakorkoli. Morajo si pa očitno, več časa potrebujejo pa za to, da nam potem zaupajo, tako kot nam recimo že štajerski kupci zaupajo, ker nas vseeno poznajo. Smo že toliko let na trgu, imamo v tem našem nakupovalnem središču v Aeroparku, imamo sedež podjetja in tudi poslovalnico. In seveda nas že od tod bolje poznajo, kot pa recimo ostali delov Slovenije. Res pa je, da se nam velikokrat te stranke potem seveda tudi vračajo, še za kakšne druge investicije, za kakšna vprašanja, za vprašanje takrat, ko tudi tukaj recimo menjujejo nepremičnino, kupujejo, kakšno je mnenje naše, kaj bi, kaj ne bi. Tako da, gledajte, ampak delamo. Hvala. Torej, zaupanje je nekoliko manjše zaradi nepoznavanja, je pa tudi vaša družba imetnica certifikata zaupanja vredna nepremičninska družba, ker na nek način lahko odraža neko kvaliteto, ni ga najlažje dobiti. Ste si ga zaslužili? Ja, upamo in mislimo, da smo si ga zaslužili. Ne? Smo seveda, imamo ta certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba, imamo certifikat, kodeks poslovanju z dobrimi poslovnimi običaji v prometu z nepremičninami. Ampak dobro, to so že te floskole, nalepke zraven. Vsekakor pa to, da ste zaupanja vredni, dokazuje tudi to, da se danes midva pogovarjava. No, hvala. In za vse svoje in naše kupce nepremičnin ali pa kogarkoli, ki bi ga karkoli na štajerskem koncu zanimalo ali pa katerim smo bili danes všeč, se pripravil eno lepo novoletno darilo oziroma eno darilo, ampak postaviti pa moramo vprašanje, ker tako se pa do darila ne pride. Ja. In naše vprašanje se glasi, s tem, da odgovor sva že povedala tekom oddaje, koliko let deluje nepremičninska družba oziroma podjetje INSA-d.o.o. Tako, koliko let že obstajamo na slovenskem trgu? Že kar nekaj. Že kar nekaj. Dobro, še pokažemo, kaj smo pripravili. To je eno takle lep dežnik, ki bo še zdaj v zimskih časih in potem tudi v spomladanskih verjetno prišel kar precej prav. Kot dežnik varujete in držite roko tudi nad vsemi svojimi posli, ki jih izpeljujete? Seveda. Razumljivo, gledajte, zaupanja vredna nepremičninska družba mora skrbeti, da seveda pridobi zaupanje tako kupca in prodajalca. Ko pridobi to zaupanje, seveda tudi bistveno lažje izpelje vse posle, katerekoli. Še nekaj, zdaj sem se spomnila, je bistvena razlika med ljubljanskim pa štajerskim trgom oziroma pričakovanji potrošnika. Kupec na štajerskem koncu ni nikoli plačeval za posredovanje, v redkih primerih, ko se je pojavil kot naročnik, ampak sicer kot kupec neke nepremičnine, ki jo vi prodajate oziroma ki jo posrednik trži, pa ni nikoli plačeval za posredovanje, pri čemer pa se je popolnoma zavedal, da mu morate nuditi vso storitev, vso pravno varnost. Se tukaj je prišlo ravno velikokrat, mogoče malo zaradi nezaupanja. Kupci iz osrednje Slovenije, Gorenjske, Primorske so navajeni plačevati del plačila za posredovanje,
seveda tudi agencijam. Pri nas na Štajerskem žal pač tega ni, oziroma se je praksa oblikovala popolnoma drugačna. Pri nas plača prodajalec. Pač kolikor se uspemo z njim dogovoriti, je to 2, 3, 4%, odvisno od nepremičnine, odvisno od posla. In seveda ravno zaradi tega, ker ko je prišel kupec iz osrednje Slovenije in si mu rekel, da se nič ne plačate, kaj bo pa tukaj zdaj narobe? Se mu je zdelo, da v tem... Nemogoče, nekdo bo delal za tebe, ker delamo seveda tudi za kupca, pa bo delal zastonj. Torej, kaj je tukaj zdaj, kje je zdaj tukaj hakeljc? To je način poslovanja, ki ga pač imamo na Štajerskem in pač tako je. Bi pa z velikim veseljem zaračunali. Torej, kupec od kjerkoli drugje, prijetno slabim občutkom presenečen, da vso storitev dobi praktično brezplačno, oziroma da se njemu je ne računa. Kupec štajerskega konca pa... Pride v Ljubljano, pa mora plačati. Ampak se jim zdi pa čisto normalno. Čisto normalno. Če bi pa Štajercu rekel, da mora plačati del plačila za posredovanje, bi pa to že bila velika težava. Že ne bo že iskal neke druge vzvode, bo iskal druge agencije, ki pa ne bodo zaračunali, samo da bo prišel do istega cilja, brez da bo plačal. Bo pa prišel sem, nobenega problema, koliko, povejte, plača. S tem, da zelo dobro ve, kaj pa je usluga, ki jo morate nuditi kupcu, so seznanjene s pravnim dejanskim stanjem, odgovornost, ki jo moramo imeti zavarovano. Poglejte, mi praktično naredimo za našega naročnika, ali zdaj to prodajalec in hkrati tudi kupec, se ni važno, naredimo popolnoma vse. Torej, od tistega prvega ogleda do pregleda dejanskega stanja, pravnega stanja, do opozoril, kako bo posel moral potekati, kaj bo treba od dokumentacije še pridobiti. Pri hišah je to popolnoma drugače, recimo kot pri stanovanjih. Izvedemo davčni postopek, svetovanje glede davčnih obremenitev, kako izvesti zadevo, ne da zdaj bi ogoljufali državo, bog ne daj, ampak da izpeljemo tako, kot je potrebno in plačamo to, kar je potrebno in čist nič več. Ali je potrebna pri prodaji ali cenitev ali karkoli, da se naredi optimalni znesek plačila davka. Do seveda potem overitev podpisov, primo predaje, spremembe pri dobaviteljih. Skratka, pri nas imamo komplet, celotno poslovanje je pač zajeto pri nas v teh 4%, 3, 4, odvisno. Ker smo vse nepremičninske družbe plačevane pravzaprav v procentih. Ja. Glede na vrednost nepremičnine se zdi, da je zaslužek, storitev je enaka, ker je zakon za vse enak, ne? Da je zaslužek dosti nižji na Štajerskem, se vsem splača biti posrednik? Ja, če imaš ta posel rad, ja. Pol ne gledaš toliko na sam zaslužek, ampak na samo delo. Na zgodbo. Tako na zgodbe, s katerimi se srečujemo. Teh zgodb je ogromno. Od zelo, zelo pozitivnih do negativnih, nažalost. In če imaš rad to delo, zakaj pa ne? Z velikim veseljem opravljamo to. Torej, Branko, predelala sva vse vidike štajerskega nepremičninskega trga, ljubljanske in ostale kupce na vašem področju. Zdaj poprašam še obratno, kako pa vidiš štajerske, oziroma te svoje domače kolege, stranke, kaj pa iščejo na ostalih trgih slovenskih regij? Ja, seveda, tako kot vsi ostali drugje, tudi mi drugje iščemo neke določene nepremičnine, nekateri za oddih na morju, na Gorenjskem za smučanje, nekateri za najem stanovanj zaradi otrok, ki nam grejo študirati v Ljubljano. Tako da seveda tudi mi se poslužujemo tega in veliko iščemo. Pa ste prijazni in dobrodošli drugod, tako kot drugi pri vas? Ja, upajmo, ne? V resnici se Slovenija ni tako velika in se ne razlikujemo toliko. Slovenija kot eno večje mesto v tujini smo celo zelo razdrobljeni v primerjavi s kakim večjim mestom. Kar se plačila za posredovanje kupcev tiče, se prilagodite. Seveda. Vse poskušamo dogovoriti, kolikor se pač da, da seveda čim manj plačamo, če se le da. Razumljivo, ampak seveda. In vsem ostalim lokalnim navadam se tudi da prilagoditi. Nismo toliko različni, vsekakor pa poiščimo lokalnega posrednika, poiščimo posrednika, ki svoj trg pozna, ki
je tako ali drugače, ali na priporočila, ali po kakšnih drugih certifikatih ali karkoli podobnega zaupanja vreden. Absolutno, če lahko pripomnim tukaj pri tem, tudi jaz, ko iščem nepremičnino drugje, se obrnem na lokalnega posrednika, ker on pozna to lokacijo, on pozna navade, običaje, on pozna cene, on pozna, kaj se da pri teh cenah narediti. Zato absolutno dajte se obrniti na lokalne posrednike, ki imajo certifikat zaupanja vredna nepremičninska družba. Se pozanimajte o teh in kolikor se odločite za njih, jim zaupajte. In na Štajerskem, dragi gledalci, je to INSA nepremičnine. Se gledamo.